Kako komentirate napoved Janeza Remškarja z Ministrstva za zdravje, da bodo razmislili o vaših pooblastilih, če se bo postopek še naprej vlekel? To je izključno političen pritisk in je nedopusten političen pritisk, ker se vmešuje v strokovne vsebine. Javna pooblastila so dana Slovenski zdravniški zbornici za zagotavlja varno delovanje sistema. To je edina inštitucija, ki lahko zagotovi strokovno preverljivost vseh diplom, vsega strokovnega izobraževanja in zagotavlja, da so licencirani zdravniki v slovenskem prostoru ustrezno usposobljeni, da so postopki njihovega nadzora verificirani in da so zdravniki, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo slovenskih državljanov, tudi kakovostni zdravniki. Če tega pooblastila zdravniška zbornica ne bi imela, bi se soočali z situacijami iz tujine, pri katerih so ministrstva tista, torej upravni delavci na ministrstvih, tisti, ki presojajo strokovno sposobnost zaposlenih zdravnikov, oziroma zdravnikov, ki delujejo v sistemu, je preverljivost diplom, ki so lahko lažnive, ponarejene ali celo sploh ne obstajajo, je praktično nemogoč. In za paciente je tak sistem, ki ne zagotavlja strokovne preverljive sposobnosti zdravnikov, lahko nevaren. Zdravniška zbornica zagotavlja varno delovanje sistema z kakovostno izobraženimi zdravniki. Kdaj predvidevate, da boste lahko dali kakšno mnenje? A boste lahko v tem enem mesecu, ki ga je postavil gospod Remškar? Gledajte, gospod Remškar lahko postavlja svoje roke. Jaz bi bila zelo vesela, če bi bilo ministrstvo tako odzivno, kot je zdravniška zbornica. Ministrstvo za zdravje na mnoge dopise tako občanov kot ostalih pobudnikov ne odgovarja v rokih, ali pa sploh ne odgovarja. Zdravniška zbornica si zelo prizadeva, da z roki spoštujemo tisto, kar lahko aktivno sami vplivamo. Na delo in dinamiko zunanjih ekspertov nažalost ne moramo vplivati, lahko pa osebno zagotovim, da bomo vse postopke vodili v maksimalnih, torej minimalnih rokih, ker si tudi mi želimo ta postopek zaključiti in ne bomo pa pristali na nekakršenkoli pritisk roka za to, da bomo pač polovično rešitev dali. Polovičnih rešitev ne bo. Tudi približno, ne vem, pol leta, eno leto ne bo. Mislim, da o takih rokih ne je potrebno govoriti, v takem obsegu. Ne. Bi pa zelo rada videla pravosodno oblast ali neke druge organe, ki so pod pritiski medijev, pa vendarle svojo stroko spoštuje in tudi mi bomo svojo stroko spoštovali in politični pritiski, da se zmanjšajo norme stroke, so nedopustni. In jih tako take tudi jemlje kot nedopustne. Kako pa to izjavo komentirate tudi od gospoda Remška, da gre za pomekanje perspektoga? Nezaslišano. To je sramota za slovenskega zdravnika, da tako reče. To je nezaslišano. O želitvah ne bi, ampak to je nezaslišano. Da je nekdo, ki je zdravnik, sposoben napisati kaj takega. In še v bistvu udeleženec postopka, procesa, ki je pripeljal v organizacijo tega slovenskega prostora. On je aktivni član Ministrstva za zdravje, kar nekaj let, ima škarje in platno organizacije zdravstvene službe, ne pokaže svoje rezultate, vidimo pa vsi. Njegovi rezultati dela se z njimi soočamo danes. Torej, nezaslišano, da se kaj takega dovoli. Lahko vprašam, kam ste zdaj v bistvu zaprosili za te tuje strokovnjake oziroma Torej, ponovno smo se obrnili na avstrijskega eksperta, ki je zdravnik, zagotovo, preverjeno preko naših kanalov. Dokumentacija je že v njegovih rokah. Lahko rečem, da tudi ni bil najbolj srečen torej sprejeti to težko nalogo, pa ne zato, ker ne bi bil strokovno sposoben, ampak ker se zaveda, kakšno medijsko pozornost ima ta primer v slovenskem zdravstvenem prostoru in lahko razumete, da nevtralni strokovnjaki želijo svoja mnenja nevtralno podajati brez pritiska. Zdravniška zbornica Slovenija je seveda soočena s pritiskom, ta pritisk bo prenesla do konca in ga bo tudi postopek končala tako, kot smatra stroka, da je primerno. In avstrijski strokovnjak, jaz pričakujem, da bo v času, ki ga on smatra kot potrebnega, da to mnenje pripravi, tudi seveda naredil. Zaveda se svoje visoke odgovornosti. Mateja Grošelj, niti avstrijski zdravnik, niti kateri drugi ekspert o organizaciji pomanjkanja komunikacije med starših. Gledajte, osebjem, ki je takrat starši so podali svoje videnje postopka,
Jaz mislim, da o tem bomo še spregovorili. Na Zdravniški zbornici potekajo tudi postopki mediacije, ki se lahko izpeljajo na pobudo obeh strani, seveda to mora biti svobodna volja, obeh strani. Slovenski zdravniki ne odstopamo od tega, da ne bi želimo zagotoviti kakovostno in dobro komunikacijo. V tem primeru komunikacijo sploh še nismo mogli razjasnjevati, ker je bilo potrebno ugotoviti najprej tudi ta strokovni del, komunikacijski del je pa, veste, vsaka stran sliši drugače tisto, kar je bilo izrečeno. In mogoče je tudi to priložnost, da zdravniki, ki so bili v tem primeru razumljeni kot nekomunikativni, kot neprimerne komunikacije, lahko pojasnijo drugi strani tudi svoj pristop in to pot bomo odprli, če se bo pokazala za njo želja. Ker če bi bilo prav razumeti današnje Remčekovo sporočilo, vam tudi je pomankanje etične vrednote, recimo v tem konkretnem primeru, ravno zaradi preslabe komunikacije. Gospod Remškar gre preko vsega, kar je dopustno. Gospod Remškar nima vpogleda v komunikacijo z starši, niti nima nobenega podatka, ki bi lahko o njem sodil, ima samo izjavo staršev, ki so bili v tistem trenutku v šoku, ki so še vedno zelo prizadeti, ki so izgubili svojega otroka in seveda reagirajo na način, kot reagira človek, ki je prizadet. Da pa gospod Remškar svojo izjavo temelji samo na eni strani, je nezaslišano. In kot sem že prej rekla, to je čisti političen pritisk, zato da bi se znižale strokovne norme, kar ne bomo dovolili. Tudi eno izmed zadev v pismu je bilo recimo tudi poziv, nek vrst poziv stroki k sporočanju podatkov, recimo o nasploh, ki zadeve rečemo tako, ampak recimo napake in slišali smo primere, kako to delajo v drugih državah. To je eno, drugo pa recimo sporočanje pacijentu oziroma staršem ali pa svojcem, če se zgodi napaka, neposredno takojšnje sporočanje, ne? O zapletih. Gospod Remškar podaja tujo pamet. In blagor tistim, ki vse znajo, kaj potem lahko se rešijo. Gospod Remškar večkrat citira izkušnjo svojih hčerke iz Amerike. Mi citiramo slovenske izkušnje in naše slovenske izkušnje temeljijo na dobri komunikaciji in si zato tudi prizadevamo. Slovenska zdravniška zbornica pa celo več želi poudariti, kako zelo je pomembna kakovostna oskrba bolnikov, zato imamo jutri podelitev priznanj za kakovostno oskrbo. In mislim, da je to eden od prvih korakov, da začnemo se pogovarjati o tem, da slovenski zdravstveni sistem lahko nadgradimo z novimi vsebinami in ta proces, ki seveda vedno traja, lahko vedno izboljšamo in ga tudi želimo izboljšati. Pravzaprav, ne vem, kaj bi vam drugega rekla, kot da mi kot zdravniška zbornica bomo vedno spoštovali strokovna izhodišča in bomo tudi na tem temeljili naše postopke. Zdaj, ali so določeni izzivi, oziroma določeni sistemi boljši ali slabši, se lahko pogovarjamo. Odprtost slovenske družbe ni taka, kot je odprtost ameriške družbe. Ampak in nekaj, kar je v tujini se izkazalo kot zelo dobro, v slovenskem zdravstvenem prostoru mogoče ne bo učinkovito. Zatorej